Sedaj nadaljujemo s predstavitvijo z področja dostopnosti storitev in pa grajenega okolja. Področje, ki, kot so predhodniki na okrogli mizi povedali, ga ne smemo deliti od ostale dostopnosti, zato ga redno vključujemo tudi na naše konference in kjer je ena največjih strokovnjakov v Sloveniji seveda gospa Andreja Albreht, ki jo prosim k svoji predstavitvi. Hvala lepa in lep pozdrav vsem, ki ste zbrani tukaj in nadaljavo. No, moja naloga je tukaj predstaviti zdaj ene par osnov o dostopnosti storitev in grajenega okolja oziroma še bolje rečeno o dostopnosti storitev v grajenem okolju. Ker boste govorili tudi o digitalnem okolju in predvsem o digitalnem okolju. Kaj pa je tisto, kar je bilo že predhodno dosti tudi omenjeno, se zelo zahvaljujem mojim predhodnikom, ki so tako dobro predstavili že to temo in iz svojih lastnih izkušenj. Jaz bom pa kaj tudi ponovila, pa nič hudega, če ponovim, ker to samo pomeni, da je ta stvar res zelo pomembna. Kot so že povedali, ne smemo govoriti o dostopnosti za posamezne skupine ljudi z invalidnostjo, ampak moramo govoriti o univerzalni dostopnosti, o dostopnosti za vse. Ker včasih smo delali prostore tako, da smo delali za nekega povprečnega uporabnika, ki je bil ponavadi poskočen, pa lahko se je izognil vsem oviram, pa lahko je vse videl in slišal. To je v bistvu mit, da tak uporabnik dejansko obstaja. Naša družba je bistveno bolj pisana. In ko smo delali prostore za takega povprečnega uporabnika, smo potem ugotovili, da nekateri ljudje ne morejo do teh prostorov. In na ta način smo potem dodajali prilagoditve. Pa za ljudi na vozičkih, pa za slepe in slabovidne. In zdaj je prišlo do tega, da razmišljamo širše. Kot so že predhodniki povedali, razmišljamo o celoviti, o univerzalni dostopnosti. Pojavljajo se termini pri nas univerzalno oblikovanje, univerzalna graditev. To pomeni, da mi že na začetku, ko nek prostor delamo ali pa delamo neko novo storitev, nek nov program, ga oblikujemo tako, da lahko do njega dostopajo vsi in ga tudi uporabljajo, ne glede na to, kakšno obliko oviranosti imajo. In zato moramo vedno imeti, ko karkoli delamo, vedno imeti pred sabo to pisano skupino ljudi z zelo različnimi oviranostmi, zelo različnimi sposobnostmi. In tudi to je bilo že pri predhodnikih omenjeno, kaj je bistven problem pri nas in tudi verjetno v svetu, da imamo razdeljeno dostopnost med zelo različne zakone, med zelo različna področja. Dostopnost pa dejansko ne more biti samo prostorska ali pa samo informacijska ali pa samo dostopnost storitev. Če govorimo o tem, da je nekaj dostopno, moramo upoštevati vse. In tukaj vidimo velike probleme v tem, da se premalo povezujejo stroke med sabo in premalo se razmišlja o tem čez mejo svojega dela. Če nekdo dela na prostorskem področju, obravnava samo prostorske ovire, pa se ne ukvarja z informacijami. In tukaj bom poskušala pokazati, kaj je vse tisto, na kar moramo biti pozorni, ko razmišljamo o prostoru sicer, ampak to pomeni, da razmišljamo tudi o storitvah in informacijah. Pa poglejmo najprej na prostorskem področju, kaj pravi zakonodaja. Tukaj imamo glede prostora, imamo dva pomembna zakona. Eden je gradbeni zakon, drugi pa je zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil že omenjen. Zdaj, gradbeni zakon velja za vse tiste stvari, tiste projekte, objekte, ki se gradijo na novo, ki se prenavljajo ali pa na njih potekajo vzdrževalna dela. Se pravi, če imamo takšen objekt, moramo že
kar nekaj let, že od leta 2017 velja ta zakon, upoštevati tudi pravilnik o univerzalni graditvi in standarde, ki so v tem pravilniku navedeni. To pomeni, da bi dejansko morali biti že vsi objekti, ki so bili grajeni po tem letu, že prilagojeni, pa kot smo tudi slišali, ni še tako dobro stanje, ne. Druga stvar je pa, imamo lahko mi tudi objekt, ki je obstoječ, ki je bil grajen prej, pa se ne spreminja, smo čisto zadovoljni z njim, kako funkcionira. Vendar tudi ta objekt moramo spremeniti, kajti k temu nas pa zavezuje Zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Ta namreč predvideva, da morajo biti do decembra 2025, ko se izteče 15-letno prehodno obdobje, morajo biti vsi objekti v javni rabi dostopni. To je zelo utopičen cilj, ampak tako piše. Torej, zdaj smo pa prišli do tega, da se kot ponavadi se začne o tem razmišljati veliko prepozno in je nastala panika. In se v zadnjih 2 letih, letos pa še posebej, vsi sprašujejo, kaj pa je tisto, kar moramo narediti, in zdaj naredimo vse na silo in na hitro, zato da bomo dosegli nekaj, ne. In tukaj bi rada opozorila na nekaj stvari. Da ne bi v tej paniki delali stvari, ki niso smiselne in niso prav, je treba res vsak objekt pogledati posebej in se vprašati, kaj želimo doseči. Kajti če vidimo neko prilagoditev, če vidimo klančino, če vidimo taktilno oznako, to še ne pomeni, da je to prilagojen objekt. Tukaj imamo na sliki, na prvi sliki, eno klančino, ki je postavljena na stopnice. Klančina je prestrma, preozka, nima roba, lahko zdrsneš z vozičkom dol. Tudi če bi nekdo lahko prišel do vrha klančine, se gor ne more obrniti pred vrati. In s tem, ko smo naredili to klančino, dejansko nismo nobenemu omogočili samostojne poti do tega vhoda z vozičkom, smo pa naredili nekaj drugega. Še dodali smo ovire za ljudi, ki slabo vidijo in se potem spotikajo na teh robovih novih, ki so nastali. Tako da pred očmi moramo imeti, da če prilagoditev ni narejena prav, je lahko celo obraten efekt. Lahko še celo poslabša dostopnost. Druga slika prikazuje, da se lahko to zgodi tudi pri taktilnih oznakah. Taktilne oznake, ki so neprimerno načrtovane, kot v tem primeru, kjer je bistveno preveč križišč, ki jih nekdo z belo palico ne more razumeti, smo dobili oznako, ki tistemu, kateremu je namenjena, dejansko ne pomaga, obenem pa je taka površina zelo težka za vzdrževanje, pa ovira tiste, ki recimo težko hodijo, pa drsajo z nogo po tleh, na primer, ne. Tako da res je treba dobro razmisliti, kakšne prilagoditve delamo in kako jih delamo. Da pa ne bomo govorili samo o načrtovanju, ker dostikrat se zgodi to, da ljudje mislijo, aha, to, kot je bilo že prej omenjeno, to mora pa poskrbeti projektant, mi pa pač nič ne vemo o tem, ne. Veliko ovir je posledica vzdrževanja prostora. Se pravi, niti ni povezanih z načrtovanjem, ampak prav s tem, kako uporabljajo uporabniki ta prostor. Tukaj imamo na primeru sliko, kjer je invalidski WC in to je zelo pogost primer, ko pregledujemo objekte, kjer je ustrezno načrtovan invalidski WC, dovolj velik, pa ga potem zasičijo z opremo za čistilke, z omarami, z raznimi koši in s tem onemogočijo nekomu na vozičku uporabo tega WC-ja, ker bistvena sestavina invalidskega stranišča je prav prostor in zato ta prostor res mora ostati prazen in kjerkoli imate takšne prostore,
poskrbite, da so prosti. Tako da dostopnost prostora je predvsem odgovornost vseh nas uporabnikov, vseh, ki uporabljamo prostor. Ker vsi mi lahko parkiramo na pločnikih, pa s tem onemogočimo nekomu, ki je na vozičku, pot po pločniku. Lahko nastavljamo razne table in onemogočimo nekomu, ki hodi z belo palico pot. Lahko tako, kot je na drugi sliki prikazano, tudi zastremo pomembne informacije v prostoru, da nekdo ne more najti poti, ker ne vidi tabel. Ali pa recimo, ko ukrašujemo prostore, kar naenkrat ni več videti nobene usmerjevalne table zaradi okraskov. Včasih so kakšne smrečice postavljene pred zvoncem, ki nekomu na vozičku omogoča, da pride do storitve in tako naprej. Tako da res je vzdrževanje prostora, če bomo vsi skupaj naredili nekaj za to, da se odmakne že sam ovire iz hodnikov in pločnikov, bomo naredili že zelo dosti. Ker dobro opremljeni in dostopni prostori, včasih imamo zelo dobro opremljene prostore, ki pa niso dostopni zato, ker pot do njih ni dostopna. Tako da vedno moramo razmišljati o dostopnosti v celoti. Kako bo nekdo prišel tudi do tega invalidskega WC-ja, ne samo, da ga imamo, pa imamo za to kljukico. In ko se to sprašujemo, kako nekdo pride do storitve ali pa do prostorov, se moramo vprašati, kdo je ta uporabnik. Se pravi, spet je nekaj, imamo stopnice, se pravi, moramo narediti nekaj za uporabnike invalidskih vozičkov. Vendar, ko naredimo, naprimer, kot je slika na tem primeru, neko dvižno ploščad, ki je zelo težka za uporabo, jo lahko uporablja samo nekateri ljudje. Pa tisti, ki imajo spremstvo, pa mogoče, če imajo tam zraven pomoč. Zdaj si pa pogledajmo, na tej sliki je prikazano, da ni nikjer nobenega oprijemala. Se pravi, tisto oprijemalo, kjer bi lahko bilo, je zasedeno z tole dvižno ploščadjo in nekdo, ki težko hodi, te dvižne ploščadi ne bo uporabljal, bi pa zelo prav mu prišlo oprijemalo. Tako da spet lahko dobimo neke zelo drage rešitve, ki ni nujno, da so najboljše v takih primerih, kjer ni druge možnosti. Se je treba tudi vprašati, ali se mogoče lahko to storitev preseli v nižje nadstropje, da do tam lahko vsi pridejo in razmislimo malo širše o teh dostopu do storitev. Ker dosti boljše, da zagotovimo dobro tudi informacijsko rešitev, pa neko dodatno pomoč in prilagodljivost storitve, kot pa da delamo polovične rešitve, ki dejansko niso nobenemu v pomoč. Tukaj vidimo tudi en primer klančine, ki je prestrma, spet pa zavita, pa nima prostora pred vrati. Zraven so še stopnice, to je zelo naporno za uporabo, pa še vedno ni dostopno. Tako da lahko pa se namesti zvonec in se omogoči, da se pride po drugi poti do tega, da se prilagodi tudi to storitev. Pri tem ne smemo pozabiti na vse skupine uporabnikov. Teh je res veliko, tudi prej smo slišali, zelo različne tele imajo potrebe in zahteve in zato je treba na vse te pomisliti, tudi, se pravi, ne samo na gibalno ovirane, kar je taka ponavadi najprva misel. Poskrbeti moramo, da so sistemi označevanja dobro vidni, da ni komunikacijskih ovir, o katerih so tudi že govorili, da so nameščene slušne zanke in tako naprej. In katere so najbolj pogoste pomanjkljivosti, ki jih srečujemo po načrtovanju? Ena je neprimerna invalidska oprema. To, kar moramo vedno povedati, je to, da se ne namešča invalidskih školjk, ki so pogosto preširoke, previsoke in nerodne za uporabo.
Tukaj vidimo pa en primer na sliki, kjer je človek, ki je to načrtoval, narobe razumel to znaka, veste, ženske plus invalidi, WC za ženske in invalide, se pravi, namestili so invalidsko školjko pa žensko školjko. S tem so pustili, da s tem so bistveno sestavino, ki sem jo prej omenila, to je prostor, natrpali z školjko, ki seveda ni potrebna. Dovolj je navadna školjka, ki se jo namesti na ustrezno višino. Zelo pogosta stvar so tudi neprimerna oprijemala. Oprijemala morajo biti tam ne za okras, pa ne zato, samo da so, ampak da so dobra za oprijem. Morajo biti nameščena od začetka do konca, segati čez zadnjo stopnico in imeti tak profil, da se res lahko primeš in si pomagaš z močjo rok, če težko hodiš. Potem so pa ovire, ki glede zaznavanja, ki so pomembne za slabovidne oziroma imajo predvsem ljudje z okvarami vida težave z njimi, to so najpogostejši nezaznavni robovi stopnic. Kot vidimo na prvi sliki so vse stopnice bele, še posebej tukaj, kjer je integrirana klančina med stopnicami, to je zelo neprimerna rešitev, ker dobimo še poševne robove, ki so pač stvar, na katere se lahko vsak spotakne. Če imamo zraven še bleščeč tlak, je to zaznava še toliko težja. Zelo pogoste so tudi steklene stene, ki se pojavljajo na poteh in so nevidne, v katero se dostikrat slišimo zgodbe, ko se kdo zaleti, pa ni treba, da je močno slaboviden, ampak že samo v nekaterih svetlobnih pogojih marsikdo spregleda steno. To so stvari, ki morajo biti dobro označene oziroma se jih je treba celo pri načrtovanju izogibati. Pa zelo odsevni materiali, prvič zaradi tega, ker bleščijo, drugič pa, naprimer, če imamo efekt ogledala, se spet zaznava prostora spremeni. Potem pa dostopnost informacij. Kot sem rekla, ne gre samo za dostopnost prostora, ampak pomembno je, da so v prostoru tiste informacije, ki so pomembne za dostop do storitve, dostopne vsem. Zdaj, tukaj imamo primer tablice v brajici, ki je nameščena sredi parka. Na enem količku. Te brajico uporablja zelo malo ljudi, je sicer pomemben simbol slepote, ampak kaj se zgodi, ker namreč ljudje največkrat pomislijo, ko imajo nek projekt, pa bojo nekaj naredili, največkrat pomislijo, za slepe moramo še nekaj narediti, kaj bomo naredili tele napise v brajici. In to povsod. In potem se pojavljajo napisi v brajici sredi gozda. Kaj se zgodi s tem? Dve stvari. Prvič je ta, da brajico je zelo težko najti, če si dejansko tisti, ki zna brati brajico, pomeni, da tudi verjetno uporabljaš belo palico in če ni poti, ki bi vodila točno do tistega količka narejene, je tudi ne boš mogel najti in jo tudi prebrati. Druga stvar pa je, da brajica vzame dosti prostora. In potem, kot vidimo na tem primeru, se zgodi to, da zaradi brajice je polovica tablice namenjena, samo še polovica tablice namenjena vidnemu tisku. Ta vidni tisk je potem majhen, vse informacije se stisnejo in potem dobimo premajhne napise. In zdaj, če pomislimo, da je dostikrat spremljevalec nekoga, ki je, recimo, ki zna brati brajico, tisti, ki slabo vidi in ga bo potem pripeljal do tega količka, na koncu ne bo mogel noben prebrati tega napisa. Zato je bolje, da brajico nameščamo samo tam, kjer je to res, kjer gre za pomembne informacije, naprimer na vhodih v objekte, do katerih lahko pride vsak sam in druge pa raje poskrbimo za drugačne oblike, prvič z povečanim tiskom ali pa z nekaterimi zvočnimi
alternativami. Ne? Tako da informacije v prostoru je pomembno, da so dobro berljive. To pomeni, da niso premajhne, da so postavljene na pravih mestih, da niso zapisane v nekih čudnih pisavah, stiliziranih, ki jih težko razberemo. In zelo pomembno in zelo pogosta napaka, ki se pojavlja, je to, da so nameščene pod steklom. Ko neko stvar, tudi če je sicer kontrast dovolj dober, namestimo pod steklo, dobimo odseve, to pa pomeni, da je vse skupaj dosti slabše berljivo. Pomembno je tudi, da so te informacije, ki so pomembne za dostop do storitve, usmerjevalni znaki, na primer, dobro izpostavljene. Ne? Se pravi, da so te usmerjevalni znaki posebej, da jih je dobro videti, da so kontrastni in da se jih ne skrije z raznimi, tako kot je na teh vratih, kjer piše, tukaj je na vratih tablica z imenom prostora. Zdaj, če bi bila samo tista tablica, bi bilo še v redu, glede na to, da je pa vse polepljeno okrog s plakati, pa nekdo, ki slabo vidi, bo zelo dolgo časa rabil, da bo videl, kaj v tem prostoru sploh je. To je spet ena taka stvar, ki jo tudi vsi uporabniki potem lahko skrbimo zanjo, da ostanejo usmerjevalne table vidne in jih ne prekrivamo z raznimi informacijami. In informacije morajo biti univerzalne. Tukaj imam pa en primer, pozor, stopnica. Mogoče kdo vidi tukaj napis na steklu na prvi sliki, piše pazi stopnica. To piše z belimi črkami na steklu, stopnica pa je pred temi vrati. Se pravi, ko ti prebereš tisto, pa tudi če zelo dobro vidiš, si že šel čez stopnico. In taki napisi so nevidni, zaradi tega, ker se izgubijo v ozadju. Na drugem primeru imamo pozor stopnica napisano na čelu stopnice. Se pravi, ko prideš z spodnjega dela, vidiš napisano pozor stopnica, ko pa prideš iz zgornjega, od zgori dol, kjer je še bolj pomembno, da vidiš stopnico, pa tega napisa ne vidiš, se pravi, so stopnice spet nevidne. Pa še ena stvar je zdaj, pozor stopnica, tega ne bo znal vsak prebrati. Medtem ko bo takole, kot je na tretji sliki prikazana, kontrasten trak, bo videl vsak, ne glede na to, a zna brati ali ne zna brati, ali zna naš jezik ali ga ne zna, vsak bo lahko videl, da tukaj se je nekaj zgodi in bo vedel, da mora biti pozoren in da se tam začenja stopnica. Tako da čim več stvari je treba narediti tako, da so odporne na različne jezike, na različne možnosti razumevanja in da so dobro vidne. Informacije morajo biti tudi zelo preproste. Predvsem pri WC-jih se dostikrat pojavljajo take smešne rešitve, ki so včasih zelo zabavne, če jih gledaš. Zdaj, če pa ti iščeš WC, pa ponovadi niso tako dosti zabavne. In naprimer tukaj je en primer, kjer sta dve šahovski figuri. Zdaj se potem, če vidiš prvo, se sprašuješ, moraš tudi poznati šah med drugim, potem pa šele se začneš sprašovati, kaj to sploh je, če jo sploh vidiš, a je to zdaj kraljica, ali je lovec, ali je, ne, kaj je, a je konj, ali v katero tole. In dostikrat vidiš ljudi, ki hodijo od enih vrat do drugih in gledajo, katero so zdaj prava in na koncu odprejo vrata in tam, kjer je pisoar, vejo, da je moški WC. Ne. Tako da take informacije morajo biti čim bolj jasne. Tukaj imamo primer, ki je tudi tipen in dobro kontrasten in ta klasičen standardni simbol, ki ga lahko vidijo in prepoznajo vsi. Pomembno je, da so informacije zaznavne na različne načine, z različnimi čuti, pri tem moramo pomisliti na vse skupine uporabnikov. Zdaj se dostikrat pojavljajo zasloni na dotik, kjer so vse te informacije gor. Zdaj za nekoga, ki ne vidi, so te zasloni pač dostikrat te informacije ostanejo skrite.
To seveda ne pomeni, da se zdaj zaslonov na dotik ne sme uporabljati, pomeni samo, da mora biti zraven alternativa, da lahko tudi tisti, ki tega ne more uporabljati, pride do teh informacij ali s pomočjo osebja ali kako drugače. Pa, ko govorimo o zaslonih na dotik, najbolj, kar bi želela poudariti, je, da se zaslonov na dotik ne uporablja pri dvigalih. Zelo pogosti so tele primeri dvigal z zasloni na dotik, ki so poleg tega, da se nekdo, ki ne vidi, pa bi rabo reliefno številko, je nikakor ne more vedeti, kje je enka, kje je ničla. Poleg tega tudi, če vidiš, so zelo slabo vidne te številke, ker so premalo kontrastne. Tako da dvigala so ena najpomembnejših teh prostorov oziroma opreme za dostopnost in zato ta dvigala morajo biti res urejena tako, kot je treba po standardu in tukaj moramo zelo paziti, kakšne stvari naročamo. Tipne informacije, kot sem rekla, ne bodo tam, kjer vemo, da jih bo lahko uporabnik, ki jih potrebuje, našel in jih uporabljal, recimo na kakšnih infostebričkih, do katerih vodijo na primer taktilne oznake, na vratih, če vemo, da je tale ustanova taka, da se jo lahko, da ni preveč kompleksna, da bi jo uporabil nekdo, ki bere brajico. Zelo pomembna za dostopnost informacij za funkcionalno ovirane osebe je info-točka. Zdaj, info-točka, to je lahko sprejemni pult, to je lahko infotabla, to je lahko zvonec, pri katerem pozvonim za pomoč osebja. Ta info-točka mora biti dobro vidna, dobro označena in dostopna vsem. Od tam naprej se pa potem lahko na različne načine dostopnost doseže. Pri teh infotočkah je treba omeniti, da je dostikrat problem odsevno steklo. Ljudje, ki slabo slišijo, pogosto berejo z ustnic in če je informator osvetljen od zadaj in ima zatemnjen obraz, težko berejo z ustnic. Če je potem še steklo odsevno, je to še toliko težje, tako da na to je treba paziti in jih opremiti z različnimi pripomočki za izboljšanje poslušanja. Tukaj tudi vidimo en ta primer, ne gre samo za pripomočke za izboljšanje poslušanja, ampak tudi za pisne informacije. Na zelo različne načine je treba predstaviti informacije, da so dostopne vsem. Ker, če je prekinjena informacijska pot, potem tudi do storitve ne moramo pogosto ali pa do nekega prostora, ki ga iščemo. Če se bomo ustavili pri neki rampi, ki ni opremljena tako, da bi lahko pozvonil, potem ne bomo mogli naprej od rampe, na primer. In tako kot je bilo že omenjeno, to je treba res večkrat poudariti, da dobro usposobljen uslužbenec lahko reši veliko težav z dostopnostjo storitev. Ne moremo vseh prostorov prilagoditi. Tudi to, kot sem rekla, da bodo morali biti vsi objekti prilagojeni. Vse se ne da narediti in to, kot smo slišali že moje predhodnike, se tudi vsi zavedamo, ampak to ne pomeni, da ne naredimo nič. To pomeni samo, da moramo narediti nekako drugače. Se pravi, ne gledamo samo prostora, gledamo tole celotno povezavo informacije, prostor in storitev. In pri tem so zelo pomembna usposabljanja zaposlenih, predvsem za komunikacijo z osebami z okvaro vida in sluha, da se res usposobi kader za to, da ko mi lahko neke stvari, ovire odstranimo do ene točke.
naprej. Pogosto, če imamo zelo komplicirane objekte, je zelo težko, da bodo vsi lahko dostopali do vsega. Kot je že gospa Uršič prej povedala, ne gre za to, da bi bil na primer cel muzej prilagojen za vse. Pomembno je, da so prilagojene bistvene stvari in da je tam nekdo, ki to pokaže. In za to, da dobimo to osebo, moramo usposabljati zaposlene in tudi paziti, da se ne zgodi to, da nadomeščamo zaposlene z napravami, kar se tudi zdaj pogosto dogaja, ker se tam, kjer je bil nekoč informator, se namesti avtomat. Zdaj pa avtomat, če je avtomat res ustrezno prilagojen, o čemer boste tudi še dosti slišali, potem ja, ampak to je zelo, zelo zahtevna zadeva. Tako da zelo pogosto je človek še vedno tisti, ampak mora biti pa res usposobljen za to. Tako da, ko govorimo o univerzalni dostopnosti, je pomembno, da kolikor je mogoče naredimo dostopno že v osnovi vsem, brez da delamo posebne prilagoditve. Ni pa to vedno mogoče, ne? Imamo objekte kulturne dediščine, imamo starejše objekte, v katerih ne moramo narediti vsega in res včasih je tako, da sploh ne vemo, kaj bi naredili. In takrat je treba pa pomisliti malo širše, malo bolj kompleksno. Vedno pa moramo pomisliti na to, kako nek uporabnik pride do tega, kar ta objekt ponuja. Se pravi, ne gledamo samo prostorov, da so vsi prostori brez ovir, gledamo na to, na ljudi, se pravi, nekdo, ki ne vidi, kako bo prišel do tega, nekdo, ki ne more hoditi, nekdo, ki težko hodi. In če se ne da drugače, se prilagodi storitev, se storitev približa vhodu, se naredi drugače. Pri tem moramo razmisliti, kateri prostori so najpomembnejši za to, kar mi ponujamo in za katere skupine lahko v osnovi že zagotovimo dostop do teh prostorov. In za tiste skupine, ki vidimo, da za njih pa ne moramo, moramo pa pomisliti, kaj pa za njih, kako pa lahko za njih naredimo. A prilagodimo storitev, a ponudimo pomoč, ali mogoče naredimo posebno dostopno točko, na kateri lahko opravijo to storitev. Tukaj imam en primer tega, ko se nečesa ne da narediti, ne? Park Škocjanske jame. In tukaj je ena, da ne boste mislili, so zdaj Škocjanske jame naredili avtocesto do dol. To je karikirana pač slika jame, pač ne bomo prilagajali vsem. Nekdo, ki je na invalidskem vozičku, v to jamo ne bo mogel, ker s tem, ko bomo naredili ustrezen naklon klančine do jame, bomo porušili tisto, zaradi česar gremo v jamo in zaradi česar je ta jama zaščitena. Tako da oni so se odločili, da za tiste ljudi, ki v jamo ne morejo, zaradi takih ali drugačnih stvari, recimo tudi, ne vem, če imajo klaustrofobijo ali pa karkoli, da naredijo infocenter pred jamo, v katerem lahko tudi ti ljudje, ki ne morejo v jamo, počakajo in tudi dobijo nekaj, se lahko v tistem času kratkočasijo tam. Pri tem je pomembno, da se naredi najprej načrt ukrepov za izboljšanje dostopnosti, kot se neka, da se pogleda, kaj je smiselno in kaj je najbolj pomembno za te obiskovalce. In tukaj v tem primeru so imeli razstavo namenjeno vsem, ki ne morejo. To je recimo dobro tudi tako, če pride cela družina, pa bi šli drugi v jamo, nekdo, ki ne more v jamo, lahko tam počaka in pogleda to razstavo. In ta razstava je potem dostopna. Imela je pa ta razstava zelo dosti informacij, zelo podrobnih, pa malo slabo strukturiranih in smo jo naredili v dostopno razstavo. To pomeni, da smo dodali takšne info stebričke, na kateri so od posameznega odseka razstave narejene samo bistvene informacije,
Potem lahko, če to prebereš, veš, o čem ta del govori, lahko pa raziskuješ potem naprej, če seveda vidiš te informacije, ali pa vprašaš tega zaposlenega. Zraven so tudi tele razni predmeti na dotik, ki jih lahko otipajo tudi slepi in slabovidni. Zraven je audio vodič, ki te vodi in tudi opisuje te predmete, tako da lahko nekdo tudi, ki je slep, sam gre skozi celo razstavo in si jo ogleda, medtem ko recimo grejo drugi v jamo ali pa po svoje raziskujejo to. Zraven imajo tudi VR očala za virtualni ogled jame, za tiste, ki ne morejo v jamo. Izvedli so pa tudi izobraževanja za izboljšanje dostopnosti storitev, in sicer izobraževanje turističnih vodnikov in informatorjev za komunikacijo z ljudmi z okvarami vida in sluha. Zdaj pa v teku imajo pa tudi prenovo informacij o dostopnosti na spletni strani. In to je ena moja še zadnji slajd, da zelo pomembno pri tem, ko prilagajamo prostore, je to, da obveščamo uporabnike o teh prilagoditvah, ki so na voljo. Kajti, če ne vemo, da nekaj je, potem tudi ne bomo tega uporabljali. Tako da dejansko in to je pač, vi boste govorili potem naprej o tudi dostopnih spletnih straneh, seveda mora biti spletna stran dostopna, če ne, nismo nič naredili, ampak tam bi morala pravzaprav vsaka ustanova imeti zavihek dostopnost, na katerem povemo osnovne informacije o tem, kako se dostopa do storitev. Če imamo na voljo drug vhod za gibalno oviranje, mora to pisati. Če imamo na voljo pripomočke, kot so slušne zanke in podobno, se tudi to napiše. Če imamo neke posebne prilagoditve, neke predmete na otip, če imamo posebno vodenje, v nekaterih muzejih imajo možnost posebnih teh vodenj, boste mislim, da tudi naprej to slišali, je treba tudi o tem obvestiti, ker sicer se teh stvari ne uporablja ali pa so poti do njih bistveno daljše po nepotrebnem. Tako, to je vse z moje strani. V redu? No. Če pa rabite še kakšno informacijo, pa imate tukaj tudi kontakt. Hvala.